Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni, z velikim veseljem zdaj na Florido. Pozdravljam Svita Suliča. Svit, lep pozdrav. Ja, hvala za povabilo. Zanimivo kapo imaš, Orange Bowl Champion, ja? Zdaj si tudi ti Ja, eden izmed prvakov. res je, občutki so zelo dobri, tako da mi je pa prijatelj, ki me je tudi spremljal čez te tekme, mi je to v veselje za nagrado dal. Kaj pa je tisto tamle zadaj? Za teboj neke pomaranče vidim. Je to ta pokal? To je ta pokal, ja. Veliko pomaranč sem že dobil, tako da probam jih še čim več pojesti, preden gremo, da jih ne vržemo stran, sicer jih je kar veliko. Ja, je pa kar lep pokal, velik, en izmed najlepših, najboljših. Ja, na kaj zdaj pomisliš, ko ti rečem, Svit, zmagal si na enem od najprestižnejših turnirjev na svetu? Ja, občutki so nenormalni, ker sploh po tekmi, po finalu, ko sem še prespal, sem šele naslednji dan bolj dojel, kaj sem uspel, ampak ne smem pa spati na tem pokalu, kajti čakamo novi. Vseeno ostaniva še malce pri tem pokalu, res je nekaj izjemnega, da ti je to uspelo. V 5 dneh si prišel do 7 zmag. Kateri dvoboj je bil najtežji, v katerem si se največ naučil, kateri ti bo morda najbolj ostal v spominu, poleg finalnega? V četrtfinalu sem igral proti enemu iz Velike Britanije, ki sem pred tem turnirjem, točno že na prejšnjem turnirju v Španiji, imel dvoboj 7-6, 7-6. In tle sem pa še enkrat predstavil odlično igro in ga 6-2, 6-2 premagal. Potem pa polfinale je pa tudi bilo v 3 setih, sem igral proti Američanu Jordan Lee, ki je tudi zelo dober in sva imela dober boj. Ja, omenil si tisti turnir v Španiji, pa morda malce še v tistem turnirju Masters do 12 let. Takrat si nastopil v finalu. Kako si sprejel poraz? Kaj si se takrat naučil, da ti je potem pomagalo tudi na tem turnirju? Ja, naučil sem se, da nikoli ni konca, kajti imel sem 6-1 v prvem setu v finalu, potem sem malo popustil, pa tudi on je bil boljši, potem se je spustil, ampak sem se veliko naučil iz finala in to sem tudi pokazal na tem turnirju. Ja, kolikor te poznam in sem slišal o tebi, zate štejejo samo prva mesta, ne? Bojda finale zate ni dovolj. Lahko malce razložiš to lakoto po zmagi? Ja, meni je skoraj isto, da če pridem v finale, pa v finalu izgubim, kot pa prvo kolo. Jaz vsak turnir si dam cilj in vsak turnir je to prvo mesto, verjamem vase in če pridem do finala, izgubim v finalu, sem zelo razočaran. Sicer je to še vedno dober, odličen rezultat in si to tudi rečem, ampak sem malo užaljen, kajti vedno probam priti do najboljšega pokala, tako da ja. In takrat, ko si žalosten ti, ne, kako pa reagirata tvoja starša, te ona dva nekako tolažita ali kaj drugega? Ne. V bistvu potem gremo čez tekmo, kaj je bilo narobe, kaj se je zgodilo, nad dvignjeno glavo, kot da ni bilo turnirja. Gremo naprej, treniramo še bolj in čakamo na nove turnirje. Ja, oče je nekdanji nogometaš, oba z mamo te podpirata. Kakšna je njuna vloga na tej poti? Ja, oče mi veliko pomaga, tudi mami, cela družina stoji za mano, mi vsi delajo veliko, ogromno podporo in kar me tudi zelo podpira in drži gor in mi daje nove, še večje moči in tle mi je res lažje. Katere vrednote sta ti morda predala, kakšni so bili vzgledi doma, da si že pri teh letih tako uspešen? Ja, devala sta mi ogromne podpore, zaupala sta mi, to mi je zelo pomagalo, kajti potem sem tudi sam sebi lahko več zaupal. Vedel sem, da zmorem, kajti tudi ona dva sta mi to skozi govorila, da zmorem in sta mi ogromno pomagala do te poti. Ja, ko takole te poslušam, deluješ zelo zrelo, zdi se mi, da veš, kaj želiš.
Kako si ti predstavljaš nadaljnje korake, kaj moraš vložiti še za dosego željenega, kakšni so ti tvoji cilji? Dajva najprej te kratkoročne, naslednje leto, čez 2 leti, pa potem tiste, ko boš član nekoč. Ja, zdaj po počitnicah se takoj začnem pripravljati na dva močna turnirja, en je v Boltonu, potem je pa takoj zatem Tarbes. Tarbes je en tudi najprestižnejših turnirjev do 14 let. Na to se bomo zdaj pripravljali zelo dobro in tukaj je naš cilj, da probamo priti čim više, kajti so eno leto starejši, ampak še vedno gledamo na visok cilj. Potem pa imamo potem je Tennis Europe lestvica, malo gledamo Masters Tennis Europe, potem so pa te cilji, ki se pa začnejo pri 16-17, da sem na ATP lestvici zelo visoko, da prihajam v turnirje, da začnem in tudi potem so pa na vrsti Grand Slami pa biti top 10 v ATP. Ja, kar nasmejal si se, ko si začel govoriti o članskem tenisu. Kar malce nadaljuj, kdo je tvoj vzornik morda? Ja, moj vzornik je Roger Federer. Zelo mi je všeč njegov stil igre, pa kako se obnaša na igrišču. In vsekakor hočem biti kot on, ko odrastem. Kaj ti je všeč, kako se obnaša na igrišču? Daj to malce razloži. Ja, obnaša se zelo mirno, ne krega se z sodniki, ne meče loparjev. Zelo lep pristop ima, kulturen, tudi igra mi je pa nenormalna, tako všeč, kako igra, stil igre, napadalno, tako da ja. Morda eno tako enostavno vprašanje, ki zate morda ne bo tako enostavno za odgovor, pa vseeno. Zakaj misliš, da si tako uspešen? Vem, da imam tudi v roki kaj, da lahko odigram, ampak predvsem to pa se mi zdi, da me glava tudi dobro drži, da z glavo tudi dobro igram. Morda, kaj se pa mi starejši lahko naučimo od tebe? Kaj imaš kakšen nasvet, kaj se mi lahko naučimo od tebe, da ti že pri 12 letih tako razmišljaš, da greš vsak dan na trening in podobno? Ja, jaz vedno probam biti najbolj pozitiven, kar se da, ker vem, da to super vpliva na mene. Tako da pozitiven, da sem čim več, potem pa vem, da moraš nenormalno trdo trenirati, če hočem narediti to, kar si želim od malih nog. Nekaj intervjujev si že opravil, tudi to je del tenisa, moram priznati, da gre zelo, zelo dobro. Kako gledaš na to, da boš zdaj vse bolj tudi medijsko izpostavljen? Kakšen izziv ti to predstavlja? Ne, na to ne gledam toliko veliko, jaz se fokusiram na svoj tenis, na svoje treninge, na cilje, ki sem si jih zadal, ki smo si jih zadali skupaj. Tako da ja, opravim te intervjuje z največjim veseljem, ampak ne bom pa preveč odlagal fokusa, še vedno je fokus na tenisu. Res je, ja. Si del te agencije Star Wings, ki med drugim skrbi tudi za Kajo Juvan. Kako morda skrbijo oni zate, kakšne so tvoje obveznosti? Ne, skrbijo super, do zdaj nimam kaj za reči, da res zelo veliko pomagajo, tudi ne dajo pritiska nič, ampak saj to vemo, tako da je res super biti z njimi, v veselje je biti z njimi, ker imajo tudi druge ATP, VTA dobre igralce, tako da je res nekaj, kar ti da še večji zagon. Ja, letos pa si se preselil tudi na Akademijo Muratoglu. Nam lahko malce razložiš, kako je prišlo do tega sodelovanja, se je bilo težko preseliti? Ja, mi smo z njimi v vezi že 2 leti, dobre 2 leti, kajti takrat sem enkrat šel tja za en teden in takrat so nas kontaktirali, da sem dobrodošel, kadar hočem in pač zdaj smo naredili ta en velik prestopni korak. Ja, je bilo težko se odseliti od družine, ampak prihaja družina na vsake tok, pride nas obiskat, tako da ni spet
take sile, ampak je pa tam zelo lepo, zelo veliko, ogromno igrišč, trenira se zelo trdo, tako da sem vesel, da smo se tudi tja preselili. Je sploh lahko tam kaj dolgčas, kako poteka tvoj dan, kako je s šolo, morda nam lahko malce razložiš, kako je vsak dan tam? Ja, v bistvu imam zjutraj tenis trening, uro pa pol, pred njim imam ogrevanje pol ure, potem ponavadi imam kosilo, pavzo in potem imam kondicijo in za kondicijo imam še tenis trening, potem pa po teh treningih, ko končam v uri 4, ponavadi se pa lotim še šole. Mi je pa v veselje delati šolo, delam vsak dan, mi pa grejo učitelji zelo, zelo na roko. Kaj pa francosko? Francosko že kaj znaš? Moram reči, da je zelo težek jezik, se probam naučiti, mi je zelo veselje, da bi ga znal, in bom delal tudi na tem, ko pride čas. Ja, si torej na Akademiji Patrika Muratogluja, si ga že spoznal, verjamem, da si morda kdaj treniral z njim? Ja, prihaja Patrik tudi na moje treninge, tam mi pove kaj novega, kar opazi pri moji igri in to mi zelo pomaga, tudi on je zelo tak skrben človek, mi zelo pomaga, prihaja tudi drugim na treninge, tako da je zelo, zelo prijazen. Ja, prej si omenil, koliko treniraš, mnenja o količini treninga so različna pri 12-letnikih. Kako paziti, da se ne prekuriš? Verjamem, da imaš ti to vse v glavi, glede na to, da verjetno te nihče ne sili, da greš na treninge, da želiš sam tako trdo trenirati, če se ne motim, ne? Tako je, vedno imam cilje v glavi, vedno vem, kaj sem zmožen in to me tudi da zagon za treninge, pazimo pa tudi na to, da se ne prekurimo, razmišljamo, imamo dobro regeneracijo ob sredah, kjer ob sredah malo zmanjšamo treninge, je regeneracija, da lahko potem še do konca tedna odlično treniramo. Ja, takole prek Zooma, prek Facebooka sem opravil že številne intervjuje s starejšimi igralci in pa igralkami, pa me zanima, vseeno bi pa malo videl tudi 12-letnika. Povej mi, kaj delaš v prostem času, igraš PlayStation, kaj, jeziš mamico, očija, kaj, brata? Ne, v prostem času ni ga prav veliko, v bistvu pač moram tudi za šolo delati, rad se igram tudi s svojim mlajšim bratcem, potem se pa družimo, pa igram tudi kako videoigrico včasih, mogoče malo na PlayStationu kako igrico, ja, tako da se igramo, smo v redu. Svit, počasi sva prišla do konca tega intervjuja. Morda, koliko čestic si dobil zdaj, ko si dobil Orange Bowl? Moram reči, da tule v Sloveniji so bili vsi navdušeni nad tvojo zmago. Dobil sem nenormalno ogromno čestitk, zelo sem temu hvaležen, zelo bi se njim zahvalil za čestitke. Res je bilo nekaj posebnega, in to ti še da videti, da je še toliko bolj ta turnir dober, da si ga zmagal, še toliko bolj te to veseli, ti to da zagon, tako da si hvaležen in ti da tudi zagon, da še bolj trdo treniraš, da se pripraviš na še boljše turnirje, da še dober odigraš in osvojiš. Takole med nama, tudi kakšna punca, si že zaljubljen? Ne. Fokusni tenis. Dobro, hvala lepa, Svit, da si vzel čas in srečno torej v letu 2022 in na to še naprej. Super, hvala, nasvidenje.